Živjo, sem Jana Pristušek in ponovno smo skupaj. Gremo na večno in nedokončano temo moški. Moških ni, pravijo ženske. Žensk ni, pravijo moški. Pa so. So moški in so ženske, ki si želijo ljubezni, ki želijo pripadati drug drugemu, ki svoje življenje želijo deliti z drugim. Ni stvar v tem, kje spoznati moškega ali žensko. Stvar je v tem, da moramo najprej spoznati sami sebe. Ko gremo na dopust, se pripravimo, izberemo destinacijo, kupimo letalske karte, o tem sem pisala v knjigi 8 moških, zakaj ne. Ko iščemo novo službo, pogledamo, ali naše znanje ustreza razpisanemu delovnemu mestu. Ampak, ko se mi odločimo za partnerstvo, se pa to kar zgodi. Kar tako se zgodi. Brez priprave, brez da mi pomislili, kaj mi hočemo. Ja, seveda, vemo, kaj želimo. Preprost kmečki fant še zdaleč ni več dovolj. In skromna in poštena za moškega še zdaleč ni več dovolj. Ampak na začetku, ko jih vprašam, kaj želite, rečejo nič posebnega. Nič posebnega in potem se nadaljuje seznam s 358 točkami. In tako gre malo težko, zato ker smo usmerjeni navzven. Mi vemo, kaj hočemo od drugega, manj pa vemo, kaj je v nas. Kako se mi počutimo v partnerstvu? Kaj za nas pomeni partnerstvo? Ali se mi bojimo moškega? Ali se mi bojimo ženske? To je vprašanje. In kaj pomeni, da se bojimo moškega? Če imamo mi slabe izkušnje iz preteklosti, če smo rasli ob očetu, ki mu nismo mogli zaupati, potem nimamo zaupanja v sebi. Ne moremo zaupati moškemu, ker nimamo dobre izkušnje. In to nezaupanje je v nas. In to nezaupanje lahko predelamo samo sami. Ampak prej se moramo s tem soočiti. In ženska, ki se moškega boji, bo iskala partnerstvo, ob katerem bo varna. In to je nezavedni vzorec. Iskala bo partnerja, kjer ne bo nevarnosti, da bi se mu čustveno popolnoma predala. Čeprav si želi. Ona si želi moškega, ob katerem bo varna. Ampak ker moškim ne more zaupati, ne more izbrati moškega, da bi to lahko sploh poskusila, da bi do tega sploh lahko prišlo. Zato izbere varne moške. In kakšen je varen moški? Varen moški je tak, ki se ji ne bo nikoli čustveno popolnoma predal. Zato se tudi njej ne bo treba popolnoma čustveno predati. Čeprav potem hrepeni. In potem sta oba nesrečna. On je nesrečen in ona je nesrečna. On je nesrečen zaradi tega, ker čuti, da nekaj ni v redu. Poleg tega ima tudi on določene stvari v sebi, ki jih tudi ni predelal in pojma nima, kaj je. In točno tako ona čuti, da nekaj ni v redu, vendar po njem hrepeni. Bolj, ko se ji umika, bolj po njem hrepeni. Ampak, ko se ji približa, se ona umakne. Naenkrat se čuti ujeto. Ujeta je v partnerstvu, ujeta je v zakonu. Ujeta je z otroki. In beži v šport, k prijateljicam, v razna društva, v duhovnost. In seveda ima včasih manj slabo vest in potem išče izgovore in opravičila. Tudi jaz moram imeti svoje življenje. Ja, nič ni narobe, imej hobije, vse, ampak najprej ugotovi pri sebi, zakaj to delaš, kar delaš. In če gremo na začetek, bi najprej mogli ugotoviti, kdo pravzaprav smo, kakšna so naša prepričanja, kakšne so naše rane, kaj bomo mi s to popotnico sploh dobili in kako se bomo mi v partnerstvu odzivali.
So moški in so ženske, ki jim družina pomeni vse. Vse. In so pripravljeni za družino narediti vse. In potem moški in ženska srečata drug drugega, kjer sta oba za resno vezo. In jima je družina zelo pomembna. In skrbita za družino. Imata 1, 2, 3, 5 otrok. Ampak ne skrbita drug za drugega. In dokler stvari približno dobro tečejo, gre. Kakor hitro gre nekaj izven okvirov, se pravi, kakor nekdo želi malo spremeniti svoj življenjski slog, življenjski stil, takrat se začnejo stvari majati. Takrat postane stvar nevarna. Lahko razpade družina. Mene ne zanima, kako se ti v družini počutiš. Mene zanima, da smo mi skupaj. Tretji način je, da se želimo s partnerjem zliti. Partner nas bo rešil. Oziroma partnerka me bo rešila. Ko se srečata dve takšni osebi, se v prvem tednu začneta pogovarjati o skupnem življenju, o tem, kako bosta imela hišo, belo ograjo, psa, 2 otroka. Niti poznata se še ne dobro in je že vse dogovorjeno in zmenjeno. Jaz sem za resno vezo, ti si za resno vezo, ampak v nezavednem je, ti boš mene rešil oziroma ti boš mene rešila. S tabo sem več vredna, s tabo sem več vreden. In tako dobesedno visita drug na drugemu, si dihata za ovratnik, ne moreta več živeti drug brez drugega, ampak niti približno se še ne poznata in zato neskončno spreminjata drug drugega. Ti moraš narediti to in to in to, da bom jaz srečna. In ti moraš narediti to in to in to, da bom jaz zadovoljen. In prepiri so na dnevnem redu. In tako neskončno se oklepata drug drugega, da ne moreta iti narazen. In potem pravijo ljudje, da sta si usojena, da imata verjetno vzorec iz prejšnjega življenja in morata to lekcijo v tem življenju predelati. Pa ni treba predelati lekcije iz prejšnjega življenja v tem življenju. Predelati morate to, kar imate v sebi, kar nosite v sebi. Občutek nemoči, občutek nevrednosti, občutek, da ste zato, ker ste z nekom boljši in vrednejši, pa temu ni tako. Tema je nedokončana in v naslednjem videu bom povedala več in še več. Ampak, če iščete partnerja oziroma če iščete partnerko, najprej ugotovite pri sebi, kaj si želite. Kako se boste vi v partnerstvu počutili? Ampak te stvari, te odgovori niso v glavi. Te odgovori so globoko v nas. In če hočete do teh odgovorov globoko v sebi priti, rabite nekaj časa, rabite malo miru in rabite malo znanja. Zato, ker to, kar mi nosimo v glavi, so lahko naše želje, ampak lahko te želje ustvarjajo notranji konflikt s tem, kar globoko v nas je. In ti notranji konflikti razburkajo našo notranjost. In ko je naša notranjost razburkana, na koncu ne vemo več, kaj bi radi. In potem se vrtimo v nekem krogu nezadovoljstva, v nekem krogu razočaranja, srečujemo moške, srečujete ženske in ne gre. Zakaj ne gre? Zakaj ne gre, če sem jaz dobra? Zakaj ne gre, če si jaz želim samo ene par stvari? Zakaj ne gre? Preberite si knjigo 8 moških, zakaj pa ne? Poslušajte moje naslednje video prispevke. Pridite v Facebook skupino Čarobni odnos, pogledajte si mojo spletno stran, naročite se na moj YouTube kanal.
Kmalu nadaljujemo in imejte se radi, osredotočite se nase, sebi postanite pomembni, imejte se radi in kmalu se spet vidimo. Čau, čau.